Dvodnevno potovanje se začne v Veržeju, rokodelskem centru Duo. V centru že nekaj časa stojijo zemljanke, staroslovanske in sodobne. Zemljanka je preprosto slovansko bivališče oziroma stanovanjska jama, za katero je značilno, da je bila vkopana v zemljo, zgornji nadzemni del pa pokrit z dvokapno strešno konstrukcijo, ki je segala do tal. V Veržeju je tudi ekološki muzej z zbirkami različnih rokodelskih obrti ter orodij in izdelkov rokodelcev, pridobljenih ali izdelanih na različnih delavnicah. V Puščenjakovi dvorani so na ogled gostujoče razstave. Obisk rokodelskega centra se konča v prodajno-razstavni galeriji, kjer vsak najde nekaj zanimivega. V lončarstvu Žuman že 140 let izdelujejo lončevino. Žumanovi so ena redkih lončarskih družin z dolgo in bogato tradicijo izdelovanja lončarskih izdelkov. Hkrati imajo tudi svoj muzej. Na obrobju ljutomersko-ormoškega vinorodnega Podokoliša v Radomerju stoji tudi turistična kmetija Starih Rast z vinsko kletjo, kjer je mogoče ob predstavitvi poskusiti odlična vina in slastno prleško gibanico. Varaždin. Središče varaždinske županije. Za staro mestno jedro pravijo, da je najlepše baročno mestno jedro na Hrvaškem. Poleg zanimivih mestnih ulic, impozantnih hiš, cerkva in mestne hiše je tudi veliko zanimivih mestnih dvorišč. Deset kilometrov od Varaždina je Gornji Kneginec, znano Kneginečko hižo. Hiža je že leta ena od najbolj priljubljenih restavracij v varaždinski okolici. Znana je po domačih specialitetah, po Micinih receptih in Francovih željah. Čutiti je toploto masivnega lesa, vinska klet šteje zavedljivih 110 let, tudi večerja v hotelu ostane v spominu in glasba. Domačo bi rekli, ob kateri lahko tudi zaplešate. To pa je središče sveta. Mesto Ludbreg. Babičina hiša z dedkovim dvoriščem hrani dragoceno dediščino ludbreškega območja s konca 19. in začetka 20. stoletja. V njej delujejo in zanjo skrbijo članice zadruge Ženske iz centra sveta. Vsa hiša diši po vzdušju preteklosti. Krasijo jo staro pohištvo, slike, ogledala, hišni pripomočki, posoda ter tkalsko stanovanje. Dedkovo dvorišče je lepo in prostrano, z orodjem in pripomočki za obdelavo zemlje in delo na dvorišču. Njegova delavnica hrani blago starih obrti. Predstavijo vam izdelavo ročnih izdelkov, uporabne predmete, ki odsevajo etnološko dediščino, pa lahko tudi kupite. Postregli so nam tradicionalno kvašeno pecivo. Ludbreški dvorec Batani s kapelo Čudeža. Tu izveste, kaj se je v njej zgodilo duhovniku daljnega leta 1411. Lahko si ogledate zakladnico sakralnih predmetov, ki so vsi lepo obnovljeni, se je v prostorih dvorca Hrvaški restavratorski center. In še cerkev Svete Trojice, kjer stoji monštranca z relikvijo Svete Rešnje krvi. Kelemena, turistična kmetija in vinska hiša Grafovska klet, v lasti družine Crnko. Klet, zgrajena že davnega leta 1929, je obnovljena v originalnem starinskem slogu. Tu postrežejo s tradicionalnim goričkim kosilom. Po kosilu lahko v sobi za poskušnje
ki so jo lastniki poimenovali Vinska lekarna, poskusite še njihova vrhunska vina, domače likerje in žganja. Ob obisku občine Dobrovnik se napolnite z energijo na energijskih točkah ob vidovem izviru v bližini Bukovniškega jezera. Voda iz vidovega izvira, ki ji pripisujejo zdravilne učinke in se nahaja v bližini kapele svetega Vida, bo pripomogla k vedrejšemu pogledu na svet. Hiša Đorđa Dobronok je v Dobrovniku. V njej je stalna razstava zgodovine kraja. Ob Dobronokjevi hiši je prizidek, poimenovan Hiša rokodelstev. Cilj hiše je ohranjanje kulturne dediščine s poudarkom na izobraževanju, razvijanju programov, organizaciji razstav in festivalov, izdelovanju in prodaji rokodelskih izdelkov. Ocean orhidej. Tropski rastlinjak, kjer že leta raziskujejo in obiskovalce navdušujejo z nenavadnim svetom orhidej. Tu najdemo tudi 350 kvadratnih metrov džungle z več kot 900 eksotičnimi rastlinami. V gostilni pri Lujzi Vina Laslo, kjer pripravijo doživetja z dobrimi jedmi in domačimi vini, smo z degustacijo vin in večerjo končali dvodnevno strokovno ekskurzijo. Videli ste torej, da v krajih, ki smo jih obiskali, lahko govorimo kot o posameznih točkah, ki oblikujejo edinstveno krajino, kjer ne le, da zeleno želimo, ampak tudi zeleno živimo.